The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Pozdravljeni sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Petra je danes v taki upravi k stare mame. A se fajnim po uno jopco? Če da greva začeti. Danes je na... Danes je tole priključen. Na tapeti, se pravi, svetovno prvenstvo, dogajanje čez vikend. Dobila sem nek komentar na YouTubeu, pol nama je še en gospod poslal povpraševanje za 2 kolesi, kaj si misliva. En kolo imava za oceniti, pa pol na koncu imava pa še kaj se bo kaj dogajalo zdaj na Ziharlovi. Tako da jaz lahko povem še to, da vsi, ki boste se pravi od danes naprej kupili kakšne kolesarske hlače, boste v tem tednu dobili gratis kremo za zadnjico od Asosa še moji, pa tisti, ki boste pa majico vzeli, boste dobili pa gratis detergent ta v vrednosti 32 €. Tako da to je za tega, ki imamo spet svetovnega prvaka in vsakič, ko se kaj takega zgodi, pač mi dajemo neke popuste, tako da evo, to je zdaj ta teden vala. Tako da noč, kva greva zdaj mi da kar začeti. Kva se kaj dogajalo čez vikend? Razen svetovnega. Ja, jaz sem veliko kolesarila v bistvu, tako po urah, kar nekaj. Si kar naredila, ja. Ja, tako da sem da kar kar malo preveč. Ne, imam kar en tak lep trening, zato ker se že malo v tej coni 2, zdaj tudi vozim malo že več, oziroma da se pripravljam tudi še na ta krvavc. Pogi challenge, tako da sem imela tudi med tednom celo en trening tak, kjer je bilo veliko LT1, LT2 con, pač teh vmesnih. Mislim, da je to glih za en tak klanc, kjer je treba držati nek tempo, pa ga pol stopnjevati počas do tistega maksimuma, ki ga lahko preneseš, a ne. Tako da se kar pripravljam, pa mislim, da sem kar dobre številke imam. Jutri imam pa test itak v Human Performance centru, tako da bomo naredili spet vse teste laktatnih pragov pa VO2 max, da vidimo, kaj smo naredili čez sezono. Jaz upam, da sem dobro počutila zjutraj, tako da bom res lahko naredila maksimum, da se res pol vidi, kaj se na napredek. Jaz mislim, da glede na številke, ki jih jaz vidim, pa kako se vozim, da je po moje nekaj šlo malo naprej še. Kaj. Bomo tudi zmerali kožne gube. Blaž Grmek me bo še malo zanaliziral. Tudi tam upam, da sicer veliko ni bilo več, mislim, da prav manevra, ampak mogoče še kakšen gramček, kakšen procentek maščobe, da je šel, no. Tako da moram, bila sem pridna zdaj, res se kar držim zadnji mesec striktno, tudi dobro, nekaj je bilo malo piva, ampak zelo malo, pa že dolg nazaj, tako da sem kar pridna. No, še si pridna. Kar se tega tiče, v tudi primerjavi ta vikend, glede na to, da je bilo svetovno prvenstvo. 3 leti nazaj, si zdaj kar orang pridna. Kar v redu, kar nisem več. Jaz sem zdaj zdravljen alkoholik. Kdaj boš začela pa kaj vaje za moč delati? Jaz v bistvu vaje za moč zdaj delam že zadnje 2 meseca, zato ker malo je bilo tako, da je Blaž gledal te moje, mislim, da tako, ko enkrat dosežeš neke te limite, da se začnejo pol že te manjše stvari, malenkosti tudi gledati, kje se lahko izboljšuje, in sva ugotovila, da imam večkrat na levi nogi odstotek malo nižji od desne pri poganjanju, pri pritiskanju, sicer ni to tako velik, to je zelo majhna razlika, kakor poslušam druge, koliko imate, pa ti si tudi rekel, da si mi kar dosti veliko. Pa sem se tudi spomnila jaz kasneje, no, to nisem Blažu pozabila povedati, ko me je spraševal o poškodbah, in ja, imela sem dejansko na levi nogi, ampak to je že 30 let nazaj res poškodbo ahilove vezi, ne, tako da mogoče, da je res kaj s tem povezan. In mi je on dal potem takoj vaje za moč, tako da so to kar intenzivne vaje, tako da prve, ko sem jih delala, so me noge ful bolele, me je ubilo noge, to so v bistvu počepi z kettlebelli na eni nogi, pa potem recimo eden od vaj, ki mi je zelo težka, najtežja mi je na eni nogi vstajanje iz stola, pa nazaj se usesti na eni nogi.
se pravi z rokami od spredja, ne, in tako, to je res, mi je ful težko, to ne naredim naredim 9 ponovitev, ampak ne v 3 serijah, na koncu več ne, me kar fajn, že vse pol boli, ampak zdaj ni več tistega muskel fibra po vajah, no, nekako. Tako da ja, potem za kor so vaje zraven jih delam, se pravi za nekako trebušne mišice, pa ta zgoren del, tako da to zdaj že kar 2 meseca delam, 2-krat na teden. Enkrat je to ponovadi pred rundo v torkih, enkrat je pa v petkih, ker nimam kolesa, ne ponovadi, tako da sem kar pridna, no, kar se tega tiče. Imam pa željo, da bi poleti to še mečkant bolj, bilo malo več tega, pa zdaj čez zimo, no, da bo malo več. Pa si opazila, ti šla moč tako, kaj še gor v zdaj teh 2 mesecih? Ja, jaz mislim, da ja. Zato, ker vidim, da tudi na teh strmih delih na klancu, kjer smo prej kar pobirali za določenimi fanti na rundi, jih zdaj kar zdržim. Tako da, če čistko gledam, ne bi zdaj šla glih na vate, da bi se mi zdaj neki, ker so se mi to čez sezono vati dvigovali na samem FTP-ju, če primerjam, tako da bi zdaj rekla, da se mi je zaradi tega dvignil neke številke v vatih, ne vem, ampak vidim pa na sami vožnji, čisto konkretno, da pač glede na to, da imamo runde, a ne po isti trasi, da na nekem delu, kjer mogoče prej nisem mogla zdržati tistega strmejšega dela, ga zdaj zdržim lahko in se pol tudi naprej lahko pelem. Tako da mislim, da se najbolj na tem koncu to pozna. Tako da ja. Ja, mislim, jaz sem pri sebi opazil, da sem imel ful manj časa sem držal določene vate zdaj, ne vem, prejšnji mesec rečemo, in zdaj sem začel, koliko, zdaj sem mogoče 2-3 tedne spet v džimu, ful mal, ne vem, za noge sem glih, ne, mogoče 5-6 delal, ampak že zdaj, ko smo šli v nedelo, se mi zdi, da sem dlje cajta lahko držal, ne vem, vate od 400 do 450. Ti ne vem, tebe itak ni bilo zraven, mi smo pritegnili do Ljubljane malo bolj orang in pol sicer, ko sem bil Žiga tam spredi, tako sem jaz dal prej menjavo kukar on, ampak ko so bili pa vsi ostali, so se pa eni 3 zamanali, ko sem bil jaz spredi, tako da sem bil kar vesel, ko sem probil tam 400 do 450 vatov držati, pa je to pol trajalo, ne vem, 10 minut, pač se je kdaj je malo padalo, ne, ampak overall, in sem bil kar vesel, da sem toliko cajta držal. Ja, se pravi, mislim, da se to vsem tudi s treningi kolesarskimi vsem tudi dviguje ta vztrajnost, pa Ja, jaz sem hočem reči, da sem s kolesarjenjem sem zgubil to moč, se pravi, lahko držiš average, ne vem, 300 do 350 vatov tle cajta, zgubil sem pa uno višjo moč. To bi mogel en strokovnjak povedati, da če v sezoni res lahko zgubljaš average zaradi tega, ker ne delaš vaj za moč, ali ga zgubljaš mogoče, da greš prevečkrat preveč, pa premalo tega, da delaš premalo tega vztrajnostnega treninga, ne, med sezono. Ker kakor tebe, tvoje treninge, kakor tebe gledam, ti v bistvu zdajle, ko smo mi vozili sezono runde, pa to ti si vse delal na rundah, kar si imel vse ostalo tega, da bi se pa vozil nekje, pa ne na coni 2, mogoče mečkan višji, pa en čas, ne, da bi to 3-4 ure vožnje, da bi bilo, ne. Sem delal 160 km, 100 plus kilometrov solo, takrat sem imel skozi vate. Ampak to si naredil ful malkrat, to moš narediti enkrat na teden sigurno, ne, pa takrat kar... Pred rundami že jaz odpeljati 50 km, pa sem šel pa še na rundo. Ja, ne vem, to bi mogel en bolj strokovnjak. Jaz mislim, da meni to poravno meni ne pada, no. Meni, da bi rekel, da se jaz poravnam, se mi zdi, da se tekom sezone samo zboljšuje mi sama vožnja. Hočem ti reči, da lahko sploh držiš. Ampak tukaj bi jaz prej rekel, da so mogoče celo bolj pomembne te vaje za zgoren del telesa, še bolj, kakor pa glih, ne vem, jaz sebe lahko bolj na klanc primerjam in meni gre takrat, ko vidim... Zakaj pa za zgoren del telesa? Se pravi za trebušne mišice, recimo, a ne, se pravi kor varianta, ne, se pravi ne zdaj klele rame, ampak kor, ne. Da takrat, ko imam, jaz sem tukaj kar popustila malo vmes s tem pač delom, pač, ja, kor variante in zdaj le to, ko zdaj spet delam vaje, se mi to skoraj bolj pozna, kot tist na nogah, no. Zaradi same, sploh ko vidim, ko pride nek staren klanc, da lahko pritiskam pa poganjam, ker sem, recimo, ko smo šli Alpe voziti, ne, je mene naslednji dan so me ful bolele trebušne mišice. Ko smo veliko klanca vozila, ne.
In se je poznal, če bi imela bolj, ne, ja, dobro, ti smo mogoče bolj učvrsti, ampak potem, ko sem začela temi vajami delati, po mojem, zdaj bi veliko manj. No. Ne, mene Ampak, na kolesu veš kaj, jaz tako pravim, no, to je ogromno enega časa, treba v to noter vlagati, v vse skupaj, tako da jaz mislim, da to čisto vsi ne morejo imeti tega časa. No. Jaz tukaj bolj to vidim in da imaš ti čas, sploh pa, da bi šel v gym, to vse delati, jaz ne predstavljam za sebe, meni to ni šans, jaz nimam toliko časa, da bi si lahko vzela ta 2 dni na teden, da bom šla v gym delati te vaje, jaz to delam pač doma. Kot da bi doma. Ja, ni, jaz se moram odpeljati do gyma. Preden prideš sem, ja, veš, kaj vse skupaj ti vzame ta najbližji gym, ki ga imaš tam, je po mojih 5 minut stran, se pravi vzame ti dodatno 10 minut. Jaz to imam doma zraven šporgeta, jaz vmes lahko še gor vržem makarone, pa rižoto, pa še ne vem, tudi ne se operajo. To je neumno za moje pojme, ko vsak ima 10 minut časa v dnevu. Ja, ne vem, če jih imaš. Ja, a veš, to ti misliš, kaj pa ljudje, ki imajo družine, pa otroke, pa ne vem kaj, veš, se ti pravim, jaz mislim, da se da lažje doma te stvari delati, če si želiš za sebe, če delaš za sebe in če si vesten, mislim, da je to čisto lahko vse doma narediš. Logičen. Se vidiš v Afriki, tudi dvigujejo marsikaj, ki niso v teži, pa so isto vsi zrezani do amena. Ja, sej pravim, da jaz govorim tako nasplošno, ker bo sigurno nekdo rekel, da ni časa za to, a ne? To, jaz vem, da je to res problem danes pri tem tempu življenja in zdaj mogoče, če si mlajši, samski, vse skupaj si res lahko vzameš veliko več časa, če imaš ti službo 8 ur vsak dan dopoldne, od ne vem, 7 do 3, od 8 do 4, to zelo težko si najdeš pol še čas, pa otroke, pa ne vem kaj. To lahko narediš vse skupaj tudi doma, no. To sem hotela sam povedati. Ja, vse se strinjam. Da ne rabiš veliko niti nekih rekvizitov, najbolj sem zdaj s temi kettlebelli, mi je ful dober, mogoče kakšna utež, elastika in to je to, ne rabiš imeti zdaj telovadnice doma. Se strinjam, vse lahko delaš doma, je pa definitivno, če si lahko prvošaš, da greš v fitness, lepš izoliraš določene vaje in je pol, oziroma mišično skupino in je pol za moje pojme boljši rezultat lahko na koncu. Ampak ja, vsak mu svoje. Dej grejo pol midva, eden nama je komentiral, ki mislim, da je glih povezan tudi se pravi, z najinim videnjem. Komentar na YouTubeu pa ga kar prebral. Glede na to, da sta imela že precej debat in prispevkov na temo bike fittinga, bi lahko s Petro predstavila sam postopek menjave, nakupa, sprejemanja, odločitve pri nakupu novega okvirja in prilagajanju določenih komponentih starega kolesa na novega. Eno so izhodišne pozicije fittinga za dogmo, ki si jo imela prej, drugo je pa potem prilagajanje novemu kolnagu. Kako je to potekalo v tem primeru? Ja, v bistvu, jaz že, ko se mi je ponudila ta priložnost za dobiti kolnago tega Y, ne, smo tudi najprej primerjali dejansko, so zmeraj primerjali, če je ta kolo kukrto, ki je podoben dogmi, ker meni je dogma res sedla sam kolo. In sva rekla, ja, da pač kolo ni toliko spet velika razlika, ne med enim in med drugim, tako da sva se pol odločila, da v nakup tega kolesa. In zdaj kolnago ima eno zelo dobro, na spletni strani zelo dober kalkulator, prav za ta Y kolo, zato ker so ene posebne geometrije, kjer je tudi z videom prikazan, mislim, da je 5 dimenzij, ki jih zmerite na svojem starem kolesu. Jaz zdaj pač govorim na konkretnem primeru, tako kot je gospod vprašal, a ne? In se noter te 5 dimenzij vnese iz svojega starega kolesa, ki ga imam itak na fittingu nastavljenega, in tam ven pride potem izračun velikosti okvirja, pa dolžina fajfe primerne, pa tudi koliko spacerjev naj bi imel naštimanih že pod, se pravi, pod fajfo, ne, se pravi pod balanco, pod krmilom. Tako da to je že ena taka osnova, tako da glih čist ne fališ vse zadeve. Potem sva pa, pač to smo vedeli, tako sem vedela, kjer okvir kupiti, pa kakšne dolžine vsega ostalega. Smo tudi tako kolo naročili. Pol sva pa zaenkrat, imam kolo nastavljeno zdaj na te mere, ki so iz fittinga, ki sem ga delala pri Dejanu Vračiču, in sva v bistvu po tistih merah nastavila trenutno kolnagota. Sva pa zdaj nam zmenjena, zdaj mi bo ratal ta teden, drug teden v kratkem, no, jaz bi rada to čim prej, zato da se lahko res še kolo nastavi na fino, a ne. On ima itak moje neke dimenzije, so že noter pri njemu v računalniku. Kolo ti paše?
Kolo mi paše, vse mi paše, ampak bomo šli itak še do njega, zato da ga bomo sfiniširali. Pa imam tudi nove čevlje, da mi bo še blokeje nastavil še na teh čevljih, pa imam še neparno nekimi... Pa vem, sem se blokeji ti tudi, ti imaš kaj narobe, kaj ne špila tako. Ne, sam pač bom... Okay. V bistvu smo se pa zdaj pogovarjala tudi v tej smeri, da bi mi naredil vložke. To moram imeti pa itak moram imeti tja. Pa škoda greva malo obiska Dejana, no. Vse je tukaj narobe. Ne, nič. Mislim, jaz definitivno strankam če grem že, veš kaj, če grem že na konc, bi že ne, to definitivno ni potrebe nujno. Čeprav jaz mislim, da te tako, no. Te, ki v amaterstvu tekmujejo, dirkajo, da so veliko na kolesu, delajo. Pa če so imela letos nekaj 12,000 kilometrov narejenih na kolesu, mislim, da se jih večina poslužuje tega, da ko kupijo nov kolo, grejo nazaj k fitterju svojemu, kjer so naredili fitting, ker oni imajo tam že svoje mere in geometrije vseh koles niso enake in jim postavijo to na isto potem pozicijo, mečkam sprobavajo in danes so tudi tam že pri njih razni programi, kjer dejansko pač pokaže vso mehaniko, kako telo deluje na posameznem kolesu in mislim, da jih to večina naredi, ki so veliko na kolesu. Ni pa to zdaj, da mora vsak narediti, ki kupuje nov kolo. Če imate nov kolo, če ga kupite, se v bistvu ga lahko vsak mal boljši mehanik, kolesarski, ki mu prinesete, se pravi iz fittinga mere, ga lahko postavi nazaj na vaš fitting, pa si ga pa vi spet prilagodite mal po svoje, tisto, kar vam bolj paše. Tako da to ni mus, da se ga pač pele na fitting. Jaz sem zdaj povedala, kako bom jaz pač naredila. Jaz pa, če še jaz lahko odgovorim na tole, jaz sem čist kontra od Petre. Jaz nisem bil na fittingu že 3 leta po moje, pa sem zamenil vmes enih 5-6 koles. Tako da jaz, ko imam eno nastavitev, ko saj približno vem, kako mi ustreza, se ne hecam kaj preveč, vsak kolo ima malo različne kote, itd. Rabam mogoče en teden, pa se spet nastav položaj tako, ko mi ustreza in je to. Tako da jaz, če me nič ne moti, pol ne hodim na fittinge dodatno, tako kot sem rekel, 3 let. Nazadnje sem bil po moje 3 leta nazaj. Blokeje si sam nastavim, tako kot se mi zdijo v redu, zelo simpel način in to je to. Kar se tiče pa same geometrije kolesa, gledam, ko grem na nov kolo, ne pogledam čist nič, gledam sam, da je določene dimenzije, da so podobne. Grem, tisti, ki poznate Geometry Geeks na netu, daš noter svoj star kolo, ta novega pa vidiš odstopanja in probam glede na to ta pravo krmilno oporo zbrati, pol vse ostalo se pa nastav, ker je tako, da vsakič, ko ste šli na nov kolo, bo po moje 1,5 centimetra lahko vedno odstopanja, se pravi, ne vem, kakorkoli ga pač merite. Tako da, jaz sem zelo, kar se teh stvari tiče, že tudi prej, ko sem dirkal z gorskimi kolesi, se s tem nisem ukvarjal, če mi je bilo nekaj všeč, sem to nabavil in pol sem nastavil, da je bil najboljši približek, da je pač meni ustrezal in to je to. Tako da, kar se tiče bike fittinga, vsakmu ga zelo svetujem, da pridete tam do nekih 80 do 100% vaše nastavitve, ampak pol pa vsakmu svetujem, da se sam mal poigra ali pa če greste do bike fitterja 2-krat, 3-krat, 4-krat, če se tako z njim zmenite, da vas bo vsakič na novo pogledal, nastavil, super, ampak jaz nisem šel še od menga bike fittinga, tako da sem po enem mesecu nisem kaj sam mal čaral. Rečemo, ko sem bil v ID matchu, sem imel višino približno 0,5 centimetra, mislim, da nižjo, kakor imam zdajle. Medtem, ko sem šel od Vračiča, sem imel pa 1 centimeter višji sedež, kakor ga imam zdaj. S tem, da sama dolžina nastavitev sedeža, pa lahko rečem, da mi pri nobenemu ni bila optimalna, tako, kot imam zdaj. Isto nastavitev položaja ročk, tako da ne vem. Super je, ampak na koncu mislim, da moraš še vedno malo sam počarati. Če pa tako kot ti, ko te nastav, pa
te postreza, je pa da besta. Ne. Sam jaz vem, da zdajle se mi zdi, da je dosti ljudi, ki pluva po bike fittingu, ne, ja, pa sem šel, pa me čist narobe nastavil, bla, bla, bla. Pač bike fitter je še vedno ki gleda parametre in te proba nastaviti v parametre za kako je v končine, dolžino itd. In te proba po temu pač glede na kote pravilno nastaviti. Zdaj, a bo vedno zadev ali ne bo, pač valjda, da ne bo. In pol je pač treba, lahko greš enkrat, lahko že v prvič ti je v redu, lahko boš pa šel 3-krat, pa te bo vsakič narobe nastavil. Ja, no se to so že govorili o tem fittingu doskrat. Tako da jaz tudi pravim, ja, mislim, jaz tako pravim, če ti vse dobro na kolesu, sploh ne hodi na fitting. Tako, ko mi kdo reče, kaj pa za fitting hoditi, a te kaj boli, a se slabo počutiš. Mislim, lahko je boljši izkoristek moči na kolesu, ne? Ja, ampak ga bo pa premaknil, ja, sam ga bo pa premaknil, mu pa ne bo več dobro. Bo pa rekel, mi pa ni dobro, ne? Mislim, to je pa mora vsak vedeti, da če te drugače nastavi, tudi druge mišice delajo tako. In prvi mesec pač tako. Se boš mogel navaditi. Zdaj samo odvi se nekaj iščeš, a ne? Ja. A iščeš boljši izkoristek, da boš boljš po ganju, da boš večje, se pravi, zaradi tega tudi neke vate večje obračal. Potem moraš zaupati fitterju, da te je prav postavil. Če iščeš, veliko ljudi ponovadi nekaj boli, a ne, na kolesu. Imajo neke težave. Jaz sem zaradi tega šla na fitting, ker sem imela težave na kolesu, pač toliko in toliko let nazaj, a ne, v tvojem očju. In mi je tudi v bistvu odpravil te težave, ki so mene bolele. Zdaj, na koncu, bolj iščem ta izkoristek in verjamem fitterju, da me je dobro postavil, se pa tudi hkrati dobro počutim na kolesu. Ne, da me zdaj zato, ker moram jaz biti toliko nižji dol postavljena, da me pa zdaj vse boli. Tako da, če pa te nič ne boli, pa je vse ok, pa se dobro počutiš, pa tudi nimaš nekih ambicij, da bi se hotel zdaj pa ful boljš zaradi tega nekaj voziti, pa sploh, jaz pravim, sploh ne rabiš hoditi na fitting. Ne, sem bolj hodil povedati, da grejo na bike fitting z odprto glavo, tisti, ki še niso bili, ali pa pred nakupom prvega kolesa, pa kakorkoli vsakmu svetujem, pač, da gre. Še vedno morajo pa pač vedeti, da to ni, ti bo šel od bike fitterja in zdaj bo perfekt položaj, lahko da bo, ampak ne pa misliti, ja, zdaj to je 100% tako mora biti in pika amena. Sam to. Tako da upam, da se ti vsaj približno odgovorila na tole vprašanje. Pol sva dobila pa še enega danes. Je pa gospod poslal, da mu pomagava pri izbiri kolesa, se pravi Merida Sculptura 8000 ali Pinarello F5. A si ti kaj pogledala? Sem, ampak mogoče bo to, boš ti na to veliko bolj lahko odgovoril, kakor jaz, no? Ker jaz sem pogledala sicer te dve kolesi in zdaj tudi, če gledam cenovni rang, je to kar različna cena, ne? Kakor sem šla jaz preveriti cene. Tako da mislim, da pač že iz tega vidika ne moreš pol čisto primerjati te dve kolesi, ker Merida je cenovno veliko bolj ugodna v primerjavi z F5. In zdaj tudi, če damo glede na to, da je na Meridi Ultegra D2, kakor sem gledala na F5-kah, načeloma serijsko 105-ka prihaja, oziroma verjetno se da naročiti posebej z Ultegro, ampak tudi spet cena cenovno z Ultegro je to kar daleč, čez 5000 evrov. Tako da, če gospod ima nek budžet, ne, in da se je naštimal, da bi kupoval kolo do 5000 evrov in med tema dvema kolesoma, da se odloča, mislim, da kle Merida ni čisto nič slab kolo, ne, v tem primeru. Je pa res, da nobenega od teh dveh koles jaz nisem vozila, ti bolj poznaš Pinarellota, no, tako da če bi gledala vizualno, mi je všeč bolj Pinarello, to dejstvo. Tudi sigurno ni slab kolo in verjetno iz vidika gledanja samega kolesa, vožnje kolesa, uporabe kolesa, izkoristka kolesa je sigurno Pinarello tukaj boljši, ampak je pa potem tudi, je pa mislim, da kar zelo velika razlika v ceni, no. Ja, zdaj bom tako rekel, če bi imel jaz gospoda pač tukaj, bi začel že čist drugje cel pogovor, se pravi moramo vedeti, v kakšnem košu za kakšen kolo velja Merida. Vemo, da proizvajajo za 3/4 brandov Merida pa Giant kolesa itd. Ne? Ampak če pa gledamo Merida kot kolo, zakaj velja, je pa tako, kakor da bi zdaj primerjala ne vem, Renaulta z ne vem, Porscheom, rečemo. Ne? Logično, da bo Porsche tudi ta najboljši Renault
bo težko v tem razredu, kaj pač Porsche. Se pravi, moramo vedeti, kaj en kolo pač predstavlja. In zaradi tega, da se daje te dve kolesi v isti koš, price performance bo Merida vedno boljš. Se pravi, zato, kar plačaš, bo imela boljše komponente gor, lažja bo, če se mene vpraša, ker sem vozil klele od Davorja Merido, sicer sam 10 km, to skulpturo isto, se je pelala zelo dober, res, da ima on tudi sestavljeno tako, da pač se ne moreš pritoževati. Tako da jaz sem bil zelo zadovoljen s kolesom, ampak klej bolj vprašanje, hotel sem pogledati, pa sem pol drug del. Eden je zelo dober napisal za Pinarello ali za Colnago kolesa, da tega kolesa ti ne čutiš zaradi tega, ker hočeš imeti dobro ceno, ampak ga kupaš zaradi občutkov, zaradi izgleda, ki pač dobiš ob tem kolesu. Tako da, če gledava price performance, kupaš Merido, če hočeš imeti kolo, rečemo, da ti je Pinarello, ker po izgledu sta čist kontra za moje pojme, da ti je toliko bolj všeč. Jaz sem tak, da bi se vedno bi hotel imeti Pinarellota. In če bi vzel Merido, bi mi bilo žal že čez en let in bi pol rajši vzel Pinarellota. Že takoj. Pač jaz vem, da tak sem presep in vem, da ne bi Meride pač zaradi tega nikoli vzel. Ni pa slab kolo, delač od tega, za to specifikacijo je za moje pojme boljši kakor Pinarello. Pol naslednje vprašanje, mislim, na vprašanje, ki bi ga imel za gospoda, je pa, zakaj F5, če F3 ima sicer 105D2 gor, je pol z nekim popustom ista cena kakor skulptura in lahko pač rajš nadgradiš te obroče, ker pri Pinarello to so neki data svista osnovni gor, s časoma jih nadgradiš in imaš pol lahko že superbike za ne neko prav visoko ceno. In jaz, če bi imel Pinarello letos, se pravi za 2026 modele, bi vzel ali F3 ali bi vzel pa Dogmo F. Vse, kar je vmes, je samo un šum. A to so 3, 5, kjer velja za boljš? Ja, večja je številka ali nižja? Boljše. Večja je številka, boljše. Ja. Ima boljši karbon. 5 pa 3 ima ta isti karbon, razlika je samo v opremi. Drugače po izgledu vse je isto, razen v opremi. Se pravi, F5 ima Ultegro, F3 ima 105. Drugače karbon je pa enak. Zdaj, mogoče mu lahko pomagam kleše, kar se tiče kakšne komponente ima ta, mislim, kako se razlikuje, se pravi, F3 ima do 32 gume, medtem ko Merida ima do 30 gume gor, pol Merida ima press-fit ležaj, Pinarello ima italijanski navoj. Kva sem še gledal? Merida ima ta njihov sreden karbon, še en karbon je višji, Pinarello ta karbon je, rečemo, tudi v srednjem razredu, čeprav je to pri njih v nižjem, ampak tudi dosti boljših brendov ima že v tem razredu karbon. Tako da, ne vem, kle se mi zdi, da zaključek je tak, kar sem že prej rekel, price performance, vzameš Merido, če ti je všeč, kupaš Pinarello, ne moreš se pa zafrkati v tem cenovnem razredu, zdaj mislim, da že, ali pa bom drugače rekel, lahko se zafrkneš, ampak pri teh dveh kolesih boš za moje pojme dober dobil. Ta Merida ima res dobro ceno, no, kakor je. Poj pa še rekel, ti, če želiš, kaj bi mu pa svetovala do 5000 evrov, če bi sama gledala? To imam tle z teh vprašanj dnevno, pa to tako težko odgovoriti. Nisi nič? Ne, nisem niti šla gledati, če povem po pravici, in to je tudi, se pravi, jaz imam ta vprašanja kar klele, ker ta 5000 se mi zdi, da je kar ena taka cena, ki se jo veliko ljudi postavil to mejo in se da, veliko koles že dobiti znotraj tega, ne, tako kot si rekel, že tudi Pinarello F, niso pač slaba kolesa. Drugače potem, zdaj sicer, ne vem, meni je tudi všeč, čisto vizualno sem gledala, tudi Vileri niso tako glih bad kolesa, tudi so dobra kolesa, mislim, da tudi tako en rank Meride bi lahko človek rekel, no. Pa tudi lepo zgledajo meni.
Viljar, recimo, če zdaj gledam, potem Faktor, niti ne vem cenovno, kam pašajo čista kolesa, so že kar čez cena, ne. Drugače pa se pravi, mislim, Viljar vem, da je za tako ceno, no. Viljar definitivno za do 5000 evrov se že tudi dobi, verjetno tudi s kakšno Ultegro. Tako da, kako so pa, ne pa vem, da so Skoti, so tudi, ne, že za ta denar z Ultegro, mislim, da se tudi že dobijo. Tako da sej, načeloma mislim, da kolo za 5000 evrov noben ne more biti prav slab. Da boš kar, pa če sploh še vidiš, da je v nekem popustu, ne, neka akcija, da je bila mogoče cena tega kolesa v osnovi 7000 evrov in ga zdaj dobiš s popustom pod 5000 evrov. Zdaj se bojo sigurno popusti začeli na polno na kolesa, ker prihaja zima in se bojo zalog ljudje, se pravi trgovine hotele znebiti, tako da se zdaj splača kaj kupiti. Tako da mislim, da tukaj nimaš kaj faliti danes. Jaz bi šla, kar se tiče opreme, žal še vedno, to smo se že pogovarjala, jaz sem bi vse imela Ultegro, no, čistko, iskreno, če povem, ne bi šla na 105. Tukaj predvsem zaradi največja stvar, ki je vse ta razlika v teži, no, ki je kar pride, prenese. Ti vem, da si za 105, jaz za sebe govorim, no, če bi zdajle mogla kupiti kolo, pa bi nekako bila omejena cenovno, pa bi mi le znesel, bi vsaj si Ultegro vzela, no, to sigurno. Tako da jaz sem pač pristaš Shimana, tako mislim, da itak zdaj trenutno z Ultegra Shimano se mi zdi po moje, da je to sigurno najbolj prodajana oprema na rekreativnih kolesih. Pa vrhunska oprema. Tudi razlika v ceni, zdaj sem gledala, ko tole mojo dogmico prodajam, v bistvu je prodana, no. Smo gledali ceno nabavno, ne pač mislim tudi ceno, ki ima Mirsad, je v bistvu ni tako velika razlika, če gledaš med 105 pa med Ultegro, kakor je med Ultegro pa med Dura-Aceom, ne. Tako da se splača tistih par 100 evrov dati več in imaš Ultegro gor. Ampak to je spet, ko sestavljaš kolo. Ne vem, ne razumem pa, zakaj so sama kolesa z Ultegro pa za 105 pa ogromna razlika v ceni, ko ga kupuje sestavljenega. Zaradi tega, ker ti gledaš nabavno ceno, ki pa sestavljanje pa polna vrednost Ultegre v primerjavi s 105. Ja, vem, ampak še vseeno mi je, ne vem. Kar, ne vem, če je razlika med kolesi taka, kot je nabavna cena. Ne, se tudi spletni trgovci, ki dajo popuste, so to že orang znižane cene. Ko pa ti kupuješ pač kolo, se pa bolj primerja z polnimi cenami teh opreme. In so velike razlike, ker mislim, da pri Pinarello tu je, ne vem, ali 800 ali 1000 evrov razlike med Ultegro pa 105. Ja, mislim, da je kar 1000 evrov razlike. Če pa gledaš cenovno, koliko jo dobiš, je pa razlike, ne vem, 400-500 evrov med eno pa med drugo. Tako da, tako kot so že večkrat rekla, tam začne se glih tam pri 5-6 tisoč evrih ali pa mogoče še kaj cnej, ampak rečva, da tam od 4,5 tisoč pa gor, če dobiš dost ugodno okvir, se ti boš cnej sestavil kolo, če kupuješ po kosih, kukor pa če kupaš OEM. Trenutno je to kar trend. Ja, mislim, se vidimo že kle, koliko Mirsad sestavlja. Ja, tako da če imate možnost kje dobiti ugodno kakšen okvir, se ga potem kar da to sigurno dobiti zelo kvaliteten kolo za 5000 evrov, tako kot si ti rekel, da se Ultegra kupi posebej, da se obroči kupijo posebej in se lahko sestavi pol res za 5000 evrov vrhunski kolo. Ja, mislim sej. Lahko do naslednjega tedna sestava oba dva po regalcih svoj bajk, pa rečva, ne vem, od 5 do 6 tisoč evrov, pa da vidva, kaj bo vam prišlo, pa cene, ki jih najdeva na spletu. No, prav. Pa da vidva, pa moraš vse dodati, od košarce za bidon, pedal, sedeža, vse. Ja, zdaj pedala, mislim, da mora imeti kolo. Ali pa ne, greva brez pedal, brez košarc za bidon. A pa mora imeti power meter, ali ne? Ne, sej zaradi tega je bolj zadava brez. Se pravi, brez pedal, brez košarc za bidon, brez nastavka za števc, pa rečva 5 do 6 tisoč evrov, pa tako, da bi na koncu bi ti bil všeč. Ok. Evo, to naslednji teden od naju dveh. Mogoče še klele pri Meridi pa pri Pinarello tu, pozanimi se, katera velikost je najbolj podobna in če ti bojo trgovci zamenjali balanco, fajfo, sedež, glede na to, kar ti ustreza, ker drugače moraš dodati v bistvu še ta denar
da boš vzel, mislim, da boš dokupil ta pravo balanco. Ne? Tako da to se mi zdi, da je tudi zelo pomemben ob nakupu. Ja. Tako da, evo, kva greva zdaj, ker bova na koncu imela en kolo, pa greva zdaj kar na, če sva karkoli pozabila klepar teh dveh bajkih, ki zihir svakaj, lahko napišeš dol v komentar, pa bova naslednjič komentirala, ali pa lahko prek Instagrama tudi, pa ti bom tam odgovoril. Evo, svetovno prvenstvo. Jaz sem si zapisal kle, da najprej bi rad čestitil vsem Slovencem, ki ste se udeležili, ki ste zastopali Slovenijo. Jaz sem gledal skoraj da ne vse dirke, razen kronometrov nisem gledal, drugače drugo sem pa vse gledal. Tako da ja, čestitke. Zdaj pa parkeri začneva. Kronometer sva že, ne? Kronometer so po moje že. Še vedno, kronometer sem imela prejšnji teden, tako da zdaj sva na cestnih dirkah. Ja, jaz sem tudi gledala v bistvu vse, ker se nekako itak vse je odvijalo že dopoldne in pol so bile in mladinske dirke in člani, mlajši in vse smo gledali lahko v lokalu. Mislim, da smo tudi imeli kar dobro zasedbo, saj kar se tiče moškega dela, tako da se je dal tudi kaj gledati pa kaj videti. Mladinci, fantje, so pač bili verjetno na tistem rangu, na kakršnem pač so na svetovnem nivoju, tako da tam niti, moram reči, da niti ni bilo nekaj za pričakovati, da bojo ne vem kakšne uvrstitve bile potem dosežene same na koncu. Puncah, mladinkah, mislim, da niti nismo, imeli smo mladinke, smo imeli U23 ženske, nismo imeli zasedbe, mladinko smo imeli pa eno, se pravi, ampak mislim, da niti ne vem, če je končala, mislim, da ni končala niti etape. Ne, ni končala, ja. Tako da tukaj dobro, to niti ne poznam. Pri mladinkah so se razgonile že v prvi klanc. Mladinke je bil šprint v bistvu od začetka do konca, dokler niso vse so pocrkale. Se umirile, po 20 kilometrih jih je pol ja, spet ampak so spet imele, v bistvu vsak klanc je bil boj, no, res se dobro je bilo tudi, ampak mogoče, če smo gledali moško dirko v senci, čeprav so je tudi hitro letela, ampak je bilo vse malo drugače. Tudi U23 člani, mlajši člani so imeli že kar lepo dirkanje, je bilo že tudi nečemu podobno, ne, tako da tukaj mogoče malo smo več pričakovali, no? Vsaj kar se mene tiče, glede na napovedi, tudi Hvastje, kjer sem pač tudi brala njegov že prej en članek, kjer je rekel, da se kar dost pričakuje od od Mrzela, no, predvsem. In zdaj verjetno je bilo tudi za njega to razočaranje, sama uvrstitev, tako da, ampak lej, mislim, da je bila tukaj predvsem je bila in trasa težka in pogoji težki, zdaj bolj, ko poslušamo, je bilo tam kar vroče, je bilo, je zelo slab zrak, voda je bila tudi, vse so mogli čakati, voda so rabili dostavo vode, ti nisem vedel, tam ni pitne vode, ne. Smo se že več sprašvali, kako nimajo vode, če je toliko vode okoli, ampak v bistvu voda ni pitna, tako da so jim vse mogli dostavljati. Tako da z tega vsega vidika mislim, da je to še vse, kar smo dosegli kar dobro, no, da se nekaj fantje so pokazali. Pa ja. Pa smo pa itak, Urška je v ženskih članicah, smo imeli tudi eno predstavnico Urško, kjer tudi lahko mogoče malo več zdržala, oziroma jaz sem gledala dirko te žensk še bolj mogoče kot moško, no, ker smo bili tako vmes na vožnji in smo ves gledali ves čas žensko dirko članic. Ne vem, zakaj je bila Urška ves čas na repu skupine, zelo dolg časa, kjer je mogla ogromno energije porabiti v vsakem ovinku, po vsakem spustu, povsod, da je dejansko se nazaj preklapljala. Ni bila v tej sredini najboljših, vsaj po pričakovanju najboljših, se pravi, lahko bi se, ne vem, postavila med Francozi, mogoče, ne vem, ki ima verjetno tudi kakšno sotekmovalko, ki je z njo voz, pa da bi bila v vsem skupaj, kjer te dejansko tisti, ki dirkamo, vemo, da te skupina veliko bolj hitro pele naprej, ker če si na repu sam od zadaj, je to ves čas eno lovljenje, ves čas eno priklapljanje, tako sem jaz še tudi se mi še to zgodi, no, sploh na
na rundah, kjer se potegne in gre na hiter in takrat, če nisi zraven, če nisi v sami sredini, te v bistvu zelo hiter od zadaj pobere in moraš spet nazaj preklopiti. Tako je vozila Urška zelo velik del dirke, zdaj zakaj tako, ne vem, jaz sem mogoče mislila, da ima mogoče slabše počutje, pa se boji, da bo, odpadla, ampak na koncu mislim, da je ogromno energije izgubila zaradi tega. No. Ja. In glede na uvrstitev in da je zdržala dolg časa med najboljšimi in na koncu spustila, bi mogoče i ta prihranjena energija glih to dala, da bi lahko vseeno ostala z tisto najboljšo sredino. No. Ja, jaz sem se tudi z Žigatom se glih včeraj na izletu pogovarjala. Jaz v bistvu sem bil zelo zadovoljen, ker mislim, da je pokazala maksimalno, kakor je pač trenutno pripravljena. Jaz mislim, da težko bi boljš. Zdaj, kar se tiče pa njenega tehničnega znanja, kakle mislim, da je bolj tehnično znanje, ne bom ga toliko njenega komentiral, ker ne vem, trenira sam na specialki ali voz tudi na kakšen gorski kolo, ne vem, BMX-a, karkoli, ampak vsem, ki nimate tehničnega znanja, vam svetujem, da takole v zimskem času ali si nabavite en gorski kolo, ali pa BMX-a pa pejte na pump track voziti, zaradi tega, ker boste dobili ful boljši občutek za kolo, pa za sam občutek na podlagi. In vsi, ki nimate tega, oziroma ki veste, ali da se ne znate spuščati, ali da vsakič, ko malo zdrsnete na cesti, pa je to že to, da se tresete še 14 dni potem, vam ta kolesa niso več draga, BMX-a dobite za, ne vem, par 100 evrov, gorski kolo, če si nabavite enega, ki je v redu, ne vem, je tam od 700 pa gor, pa bo pol, mislim, da v eni zimi lahko toliko napredujete, da se boste pol tudi dosti boljš vozil, se pravi, in pri spustu, in v skupini noter. Zdaj edin, če vas je pa strah tega, to pa ne vem, kako ti šli pol čez. To je pa ta najtežji del. Mogoče bi že bil tudi gravel kolo lahko velik, sam moraš potem res iti na teren, da se pol z gravelom voziš po asfaltu. Veš kaj, pri gravelu je meni problem, ker je težišče toliko naprej in se bojim, da hitrejš lahko padeš. No, ampak če ga začneš počasi obvladovati, tudi pridobiš mogoče neki tehnike. No, ne vem, jaz sem tudi pristaš gorca, no. Jaz tudi moram reči, da pozim se vozim z gorskim kolesom že odkar kolesaram in bom probala tudi letos se več voziti z gorcem. Tako da ja, to je meni tudi na gorcu delajo malo spet, sploh, ko se na klanc peleš, zelo veliko rabiš škora, na spustih pa itak pridobiš ful. Tako da jaz vidim, ko se začnem pozim te prve vožnje na gorcu, je vse malo z rezervo, zadnje se pa že tudi na spustu kar leti dol. No. Tako da mislim, kar se grevela tiče, no, meni je preveč naroden, da bi s tem kolesom treniral to. Zaradi tega, ker jaz nisem hotel reči, zdaj se pa voziš, pa se voziš po makadamu, pa se lepo voziš. Ampak tako, da si prav rečeš, ne vem, zdaj pa vsak ovin za slajdu, pa dal nogo ven, ali pa brez noge ven, pa pač probal. Ker to pač moraš trenirati. To ni tako, da se boš gorc, pol bi rekla, gorc bolj ka BMX, mogoče BMX smo mi že malo prestari, tako že tam na sami progi se je spočutila malo čuden z BMX-om, ampak na gorc pa tukaj lahko v Ljubljani povem, da Golovc, se je verjetno tisti, ki vozijo gorca, to vejo, tisti, ki ga pa še ne. Pa če si ga nabavijo, pa greste na Golovc, ima Golovc ogromen enih poti znotraj, malo po gozdu, ima pa tudi narejene trejle. Vse je polhan, Golovc, Rašica, ima pa dejansko narejene trejle, ki so zelo dobro vzdrževani, zelo dobro narejeni, tako da se lahko tudi tam potem zapele dol in tam se da tudi malo, jaz sem tudi že malo probala, se tam spuščati dol, tako da tam pa kar mogoče res tega znanja največ pridobiš. No. Ja. Pa luštanje zdaj le jesen, ko začne listje odpadati, tako da če se malo zvrneš, so te trejli narejeni zelo nenevarni, ni nobenih skalovja, ničesar se zvrneš v ti suh listje malo na zemljo in ni glih nekih hudih poškodb načeloma. Tako da, mislim, kar se žensk tiče, pol greva naprej, ne vem, jaz sem bil, ne vem, tako pokurje, kukor so ženske derkale, kada rečem tipično žensko. Une favoritke so se gledale med sabo, nobena ni hotela za drugo niti malo podelati in je bilo tako malo, ne vem, meni je bilo uno, kakor da sem bil v pričakovanju, kaj se bo zgodil, po na koncu se pa med sabo tok, pa jih je bilo, ne vem, koliko jih je bilo tam, 6 noter,
ki so se, ne vem, ja, ni bilo pač nič od tega in sem bil prav vesel, kaj je zmagala Kanačanka. Ja, baje, da je to bila njena druga zmaga šele odkar je kad dirka na tem levelu. Jaz, kakor sem zasledila, da boljš kot 8 sploh nikoli ni bila. Aha, no. Mislim, da ni imela, tudi jaz sem šla pol malo jo pogledat, kaj je to za ena, tam po statistiki, ki so noter in dejansko nisem najdla nobene njene zmage, saj ne kar je v statistiki tega Prostats, kjer je iz Protura so zmage, Lahko da je kaj zmagala izven tega, ampak najboljša njena uvrstitev do zdaj je bilo 8. mesto, tako da... Je pa bila tudi letos generalno na dirki po Švici 8, tako da ni zdaj se pravi čist kar. Sam da smagaš svetovno, je nek drug nivo. Na teh svetovnih prvenstvih in tudi olimpijskih igrah smo že videli, sploh tudi pri ženskah še najbolj, da enostavno se te najboljše med sabo so tudi zelo iz istih držav, Pa se ne marajo. In mislim, dejansko imaš mogoče 2 favoritinje, ki bi bile lahko svetovne prvakinje in sta obe Nizozemke, naprimer. In za koga bojo delale zdaj Nizozemke? Za mbeno. Ja. In so prepuščene sami sebi. In mogoče isto Francozinje tudi v končni fazi. Ne, Francozinje so vse delale za prvo. Francozinje so bile kar složne, to sem pa tudi rekla, da je škoda, zakaj ni Urška se med njih pomešala, pa z njimi se vozila, ker so se ves čas skupaj vozile, ne saj ta začeten del in bi mogoče tam lahko noter ogromno prešparala ene močino. Tako da ja. Ja, meni je bil tudi všeč tale angleški zmagal pri juniorjih plus Italijan, lansko let je bil junior, letos se pravi U23 prvak, svaka čas, derko je tako, da se je pač vsi te favoriti, ki so bili, on je tudi tak dober, ampak je prvo lečele U23, tako da... To je bil naš Matej Mohorič, enako mladinski prvak in potem v U23. To smo to glih povedati. Pa sem te zbrehitela. Ja, tako da vsaka čast res ne vem, meni je derko v redu, skozi se je videl, da ima pod kontrolo tudi z unim, ki je bil pol na koncu skup, tako da ja, bilo je tudi zanimivo, ker je bilo do konca boj in v bistvu šprinta, dejansko pri teh mladincih je bil pa Anglež, ki je pa sam solo odpeljal kar nekaj kilometrov do konca, kar. Tako da ja, jaz bi celo prej rekla, da bomo za tega, če bo nadaljeval, tega Angleža mi je tak malo napitko, ki je bil podoben, tak klasičen Angležak, tako da verjetno bomo sigurno še te fante videli in slišali za njih. Pol pa mava elit moško kategorijo. Mi smo glih prišli sem, ko je bilo še 115 do konca in od tam naprej smo pol gledali, glih pred Mount Kigalijom. Ja, vi ste prišli, mi pa ne. Ne vem, jaz, ki se odpeljal, mislim, ki je šel naprej Pogačar pa Ayuso, pa pol se imajo še Del Toro priključil, jaz sem rekel, ne, upam, da nov šel. Zaradi tega, ker ne vem, sam pa na koncu, ko se je vse zgodil, sem pa že razmišljal, da v bistvu ta trasa je skoraj da ne še boljša za kaj tazga, ker je manj ravnine, manj je tega, da ti nekdo lahko toliko pomaga. Ja, kar naprej so odpadali, vsak klanc v bistvu jih je toliko in toliko in toliko odpadali. Ampak, da jih je prišlo koliko sam 30, jih je prišlo do konca. Samo 30 jih je končal. Jaz sem rekel, da jih bo manj kot 50 končal to dirko, ko sem gledala traso, no pa jih je še veliko manj kot 50 končal. Tako da, jaz sem že koliko 14 dni nazaj sem rekel, da naslednje let, ko smo Kanado gledali, da bomo imeli 3krat zapored svetovnega prvaka in jaz glede na vse pokazano, jaz mislim, da se to res zna zgodi, čeprav naslednje let je mogoče trasa taka, če bo Remko toliko dober, mu bo pač tudi kar orang pisana na kožo, ampak ja, trenuten bo Pogačar. Ja, klej je bila, mislim, da ta Mont Kigali odločilna, kar smo že vsi malo naprej tudi nekje napovedovali, pa ko smo se pogovarjali med sabo, smo kar večkrat tudi ostala stroka je dostkrat to omenjala, da najverjetneje se bo na tej gori na koncu v zadnjih par 100 metrih naredila razlika, če bo vse tako, kakor poznajo Pogačarjev način dirkanja, tako da mislim, da samo presenečenje ni bil čist nič posebenega, kje se je vse skupaj odvil.
To je bilo nekako že naprej pričakovati. Tudi včeraj, ko smo se vozili na izletu, še preden smo prišli, da se je kaj dogajalo, smo imeli isto debato, celo eden je tudi glih rekel sam, da bo pa vse ne. In tako smo nekako se kar vsi strinjali s tem. Tako da presenetilo nas ni nič. Mene bolj zanima, kaj ti misliš, a bi Remko bil kaj boljši, če ne bi imel vseh teh tehničnih težav? Pa meni Remko Kukar tako mi gre na k, ne? Pa je dobro, pusto, kako ti všeč, pa ni. Tako, kaj misliš, a bi bil boljši ali ne? Ampak mislim, jaz vedno razmišljam iz stališča športnika, ker obnašal v cilju se je pač tako res grozen, ja. Ja, kada je nek teenager tam, ki mu je ali pa en otrok 3-leten, ki mu je en čokoladico pojedel in zdaj je on žalosten. Ampak pol, ki se pa postaviš v psihologijo, kaj se je on mogel postaviti, ker on je v svoji glavi, se mi zdi, da pri njemu je tako, da on na vsako dirko, ki gre, ki si zapič, da bo zmagal, je že prepričan, da je že zmagal. In se pravi, polka mu kaj ne gre tako, a ne, ga šele uno zadane, ki pride v cilj in je pol pač toliko bolj vidno razočaran. A misliš, da ga je ta kronometer, ki ga je tako zmagal, da mu je to dal zdaj full power in da je on kar... Ja. Meni je drugač iz tega vidika, bom tako rekel, da mi čedalje bolj všeč postaja tudi Remko, zaradi tega, ker je en izmed redkih kolesarjev zdajle, tudi če večkrat popuši, kakor zmaga, se še edini, ki se zoprstav. Ja, se vsaj proba, vsaj reče, jaz sem prišel sem zmagati in ti stret. No, si rekel, je to tudi Ayuso. Pa ja, ok, Ayuso. Meni je bil že čudež, da je bil pač tam zraven, sam pa, ki ga je zabil, mi bo vse jasno. Ja, se ga zelo hitro zabil. Ampak vsaka čas prišel je, v 10 je bil pol na koncu, tako da sem bil jaz orang presenečen. Ampak kar se Remko tiče, ne vem, se pravi, mene čedalje bolj všeč ta izpad, ki ga je imel na koncu, jaz iz mojega stališča mu ga čisto prostim, pa razumem, zato ker se po mojem more kar psihološko vsi kolesarji kar orang pripraviti vsakič, ki hočejo zmagati nekaj, kjer je Pogačar. In zato, ker ti, da že veš, da cifre dosega nenormalne, pa ne vem, a jih drugi lahko ali ne, ampak rečemo, da že vsi vejo, da jih ne morajo. In pol, da se ti pripravaš, kar Remko se po mojem more psihološko pripravi, da sploh trenira za neki, kjer ve, kao, a veš, da veš, da ne moreš zmagati. Ne? Ja, čeprav vprašanje, če tako razmišlja, on verjetno se trudi, v treningu se trudi do tega, da bo zmagal in da bi pač jasno premagal Pogačarja. In jaz tudi, čeprav jaz pa tako, no, glih to, sem pa malo tudi razmišljala, pa smo se pogovarjali, pa tako, če bi Remko lahko bil boljši oziroma res konkuriral Pogačarju brez teh, če ne bi imel vseh teh težav. In sem pa tudi malo gledala te posnetke in v bistvu on je že imel... Jaz mislim, da ne bi, no. Zaradi tega, ker bi mogoče tudi Pogačar potem vozil drugače. Pogačar bi mogoče še na kakšnem hupsarju pritisnil kakšen vat več, da bi ohranil to razliko. Meni se je tudi zdaj letos Pogačar, ki je prišel v cilj, je veliko boljši izgledal kot lani. Nam rekla, da je bil svež, kot so eni rekli, svež ni mogel biti. Ampak izgledal je boljši kot lani, manj izmučen. Ja, več je imel fore, ne? Več je imel fore, pa... Verjamem, če bi bilo na koncu vizualno njegov obraz, ja. Bi po moje se videli, da je tudi kar orang. Pač, če gledamo, da je tudi face delal na koncu, pa to, jaz mislim, da... Ja, seveda, da ni bil, ampak hočem povedati, ampak sam tako, no, da mislim, da najverjetneje Remko tu ne bi uspel glih tako ne dobiti in mogoče mu je glih tudi ta menjava teh koles še ta dodaten power sploh dala, da je še šel toliko naprej. Mogoče bi ustal v tisti skupini, ki se potem ni mogla priključiti več Pogačarju, pa sploh ne bi niti poskušal tako sam, kukar, ne vem. Jaz mislim, da ne, no. Tako, moje mnenje, da ne bi ga mogel letos nažgati. Jaz pa mislim, da kaj bo pa drugo lete, pa težko govoriti. Po cajtu, ki ga izgubil, bi načeloma bil pred Pogačarjem. Ja, ampak fora je, da če bi ona da skup prišla enkrat, bi ga Pogačar še vedno v klanc gor, ga Remko do zdaj praktično nikoli ni mogel držati. Je pa res, da takrat, ko so Pogačarja ujeli, tudi se ne spomnim,
da je pa kdaj pol na koncu zmagal. Tako da itak Nova mogla vedeti, ampak jaz se tudi strinjam, da tudi če tega ne bi bilo, vprašanje, če bi lahko pač zdaj Pogačarja držal. Vse skupaj bi se verjetno pol drugače odvijala. Ne? Je pa Remko dal izjavo, ki je prišel cilj, je rekel, da že na Mount Kigali glih, da je pred tem ali kukorkoli, da je v eno luknjo zapeljal in da mu je sedež pač dol in da je kao že začel dobivati krče, ki je takrat, ki je sledil pač Pogačarju in da je zaradi tega pol kar naenkrat odpadel. Zamenil kolo, na temu kolesu je bil kao naklon sedeža, je bil preveč gor in je rekel, da je dobival hrbet, da ga je začel boleti in pol je še enkrat zamenil in pol so mogli neki kva še štelati. Se nima veze, skratka, da je bilo polno stvari pa njemu tudi takrat v glavi, tako kot si pač rekla. Ja, sej to sploh ne bomo nikoli niti tudi to, ne, zdaj tudi jaz sem gledala tam njega in tisto kolo, pa v posnetek sem šla gledati, ne deluje glih, da bi bil zdaj on ful nižji nekam dol, da bi ne vem kam dol zlezel, no čist prav, zato sem šla gledati, ker viš, da to je ja, se lahko je milimeter, ne dva, pa ti toliko pomeni, ampak ja. Ne vem, pri meni je bilo, pri sedežu, pa je bil, ne vem, po moje pol stopinje ali pa stopinja, da sem imel konico sedeža preveč gor. In ja, mi je bilo vse čudno voziti. Sploh, če si neki navaja, pa na nečemu, dela jaz tudi hitro, če mi kaj daj kaj zlezel ali pa kukorkoli takoj čutiš. Ja, tako da zdaj sam ne vem, če je res to tok, da bi zaradi tega zgubljal ali pa da bi, no ja, verjetno, da je. Mislim, jaz ne verjamem, da ne bi menil, mislim, pol bi se pač vozil naprej, sej ti nič ne pomaga, da si se zdaj ustavil, pa si šel naprej, izgovora nimaš boljšega. A veš, kaj hočem? Pač who gives a fuck, če tebi sedež našla dol. Pač serviser te je nategnil in je to. Ne moreš... Dobre, če v luknjo zapelu, je lahko tudi se to zgodi. Pa jaz imam še enkrat več kil, on pa sem zapelu, veš, koliko lukam, pa mi ni še nikoli šla sedež na dol. Ne vem, da so mu kar 2 kolesa zafrkljeni serviseri. Mislim, fora je, to so se tudi Žiga tam pogovarjala, ne? Ti imaš na svetovnem 2 serviserja za, kaj je 40-50 koles, ne? Tudi, a veš, da ti to vse sestaviš, pa da se pa nobeno koleso ne zmotiš. Samo morajo imeti Remkotova kolesa bi mogla biti preverjena 10-krat, ne? Njih njegova. Sem se tudi umrzelu, kaj je imel, kaj je on mogel... Že nosilček, ja. Nosilček šraufat, ja. Pač mi tudi ni jasen, kva da fakt se dogaja, ampak ja, pustimo to. So določene stvari, ki ne bom zastopil, glede na to, da so kolesa že vozili prej. Jaz mislim, da favoriti, no, če že kjera druga kolesa, saj od favoritov bi mogla biti tok naštimana, vsa tokrat pregledana, tokrat prešraufana, tokrat vse preverjen, da to pa ni spet 40 koles, ampak so potem na dirko 3 kolesa mogoče ne in ja. Verjamem, da se zgodi, ampak se skoraj da ne sme. No. Ja, sem si imela tudi na dirkah, ki je bil v Viginsu, ki je Shimano D2, pa Rogliču na kronometru, ki mu D2 ni delo, pa kaj sem kva vse. Ne. Tako da se kle zgodi, ki je ful manj ljudi za servisirati kolesa, meni ni nič, pač nenavaden mi samo to, zakaj se kolesarji ne zapeljajo, ker itak se vozijo že en teden tam. In ko da se pol to zgodi glih na derki, pač tega to pač ne razumem najbolj, ampak lej, ja, ok. Kar se tiče še kle, jaz bi rad ful pohvalil Hilija, ker sem zaradi njega dobil stavo. Ja, res je. Mi smo imeli eno interno stavo, no, to treba povedati, kjer nas je nepar takih jutranjih klele, ki se zberajo, vsi so kar kolesari, no, pa spremljajo kolesarstvo, smo imeli stavo, vsak je mogel povedati nekje prvih 5 kolesarjev po njegovem mnenju in tisti, ki bi bil najbližji zadetku, je pač potem dobil stavo. Tako da v bistvu za nekje smo bili zelo poblizu si jaz pa Anže še najbolj v bistvu, no, kjer je pač bila samo razlika v tem, da je imel Anže Hilija, jaz pa Skelmoze, tako da sva pač v bistvu tukaj je bila ta razlika, tako da niti nisva veliko falila, no, tako da ampak Anže to je ratale, tako da bravo Anže! Tako da sem na koncu v bistvu zadnjih 5 minut derke bolj navijal za Hilija, kot pa za Pogačarja. Jaz pa za Skelmoza. Ampak ja, pa je bilo. A imava še kaj o lead derki?
zapovedati. Pogačar je imel ful lep kolo, A ne? mislim barva, pa napis Kolnago mi je bil všeč. Tako da Če Mersat gledamo, si ga je že čist, se je zaljubil v ta kolo, čist. verjamem. Ja. Ta kolesa so kar dosegla lep rezultat na svetovnem prvenstvu, ne? Ja, Trije so bili med en cajt prvimi so bili 10. trije. Vsi so še vedno. Ne, tako trije v spredju. Trije v spredju, Ja. to najboljša kolesa. Ja, itak. Lahko je najboljš, pa je še vedno grd. Dobro. Se jaz ne govorim, koliko je, jaz sem ga pohvalil. Kar se tiče voznih lastnosti, sem ga pohvalil. Sam, Ja, ampak veš, kaj je zanimivo? kupil si ga pa Zdaj ne ne bom vem, vsi hvalil. kle lažejo, ko pridejo na rundo, pa ko gledajo moj kolo, pa vsi sam pravijo, koliko je lep, koliko je lep. Jaz mislim, da Po moje, ti si še edini, ki govoriš, da je grd. je, mislim, lej, Sploh isto ti noben bom več. povedal, koliko Vsi, ki ga je... gledajo, pravijo, jo, uživo je pa veliko lepši, kot na sliki. Ja, Pa lej, sploh ni grd. zdaj mogo zavrteti un klip, ta prvi, ki je kolo ven pršel, kaj Ja. si ti rekla v kolesu. Si mislila, da je 1. april, da so dali to grd kolo ven. Tako da ti si ena, ki svoje mnenje spremeni. Ja, Meni, tako kot mi grd Cervelo še vedno, pa Bianchi, pa vse druge skropucala od koles, mi je pač tudi ta grd za popizdati. In če bi ga dubu, bi ga čim prej prodal, ker se s to grdim kolesom jaz ne bi vozil. Mi je všeč, da sem ga dubu za testirati, tudi rade volje ga pohvalim, ker ima določene karakteristike, da se pele dober. A bi ga pa svetoval komu, pač ja, če mu je všeč, če hoče dati to denarja za kolo, super. Po pa svet mojem denarja je mnenju, to, kot marsikjer drug, sej, ne, če gledaš z se to vidika sem hotel denarja. nadaljevati. Po mojem mnenju dobiš v tem cenovnem razredu pa enih 100 lepših koles, kot je ta je tam med zadnjimi 4 mesti. Tako da, ja, jaz ga ne bi nikoli kupil. Tako da, unika pa ga hočete, meni je všeč Colnago napis gor, ker Colnago kot brand mi je všeč, že zaradi prestiža in vsega, ampak ja, imel ga pa definitivno ne bi. Kva greva bolj na ocenjevanje koles? Ja, v bistvu... Se ti ga lahko pošljem, daj ga mislim, ti ga bom pokazal. No, pokaži, Pa boš ti najprej ocenila. Jaz bi v bistvu sam še čisto eno tako stvar. daj. Zdaj se je začela tale jesensko kolesarjenje. Tudi na rundi sem opazila, da veliko, pa na izletih, no, veliko nima nobenih svetlobnih zadev na sebi, ne na sebi, niti na kolesu, kjer bi pač malo opozarjali na sebe. Zdaj je vreme je veliko bolj temačno, tudi na rundi pri nas, ko se zaključi, ko je ura okoli 7, je že kar mračno takrat, tako da dajte poskrbeti za to, da boste vidni na kolesu. Jaz sem imela ta teden, tudi prejšnji teden v bistvu eno srečanje s kolesarjem zjutraj ob 6, ko sem šla v službo, ki je bila še tema, in to je bil pač gospod, ki se drugače tudi vozi na specialki, ga celo poznam, ampak tisti moment ga v tisti temi niti nisem prepoznala, bil je v črno oblečen na črnem kolesu, brez luči, in je malo manjkalo, da ni prišlo do nesreče. Verjetno, če bi bila kakšna gospa v letih za volanom, bi se vse skupaj drugače končalo. Tako da dajte biti vidni, ali pa oblačila svetla z odsevniki, karkoli neki, dajte zaradi sebe, ne zaradi drugih. Tako da to je eno od takih stvari, ki bi jo rada malo upozorila. No. Lahko naslednji teden, poleg tega kolesa, ki ga bova zbrala, lahko greva še čez spet neko obnovo o jesenskih oblačilih, pa mogoče še o teh dodatkih za na kolo, zdaj, kaj smo manj vidni. Ja, mogoče bi bilo Tako da, pameten. Ja. Evo, tale kolo. To je pa že kar strkulo. Pa tudi vem, če ga je. Bil. Ne vem, če kdo ga ima zdaj. Bil, ja. Mislim, da je šel v Avstrijo. Ja, enač to je pač Pinarello, Dogma F10, jaz sem tudi vozila Dogma F10, v bistvu točno tako, z rim brejki, malo drugačne barve, a ne, ni to moj kolo bil, no. Sicer kolo je lep, ampak za današnje čase je pač pase, ne, kar se tiče vsega skupaj rim brejke ima, zato se jasno tudi kabli vsi vidijo od zunaj.
ten plašči, ki sem že rekla, da niso zdaj niti več tako moderni, takrat so mogoče bili, pa tudi na ta kolo bi jaz definitivno jih ne bi dala, da bi bili črni. Ja, takrat tisti čas tudi še ni bilo teh OSPV-jev, ampak verjetno bi ga drugače So bili. A so bili? Valjda. Ja, ne, in ta kolo je pač sicer lep, pa vem, da je tudi dober, ampak ni pa nek presežek, kar se tiče tega, da bi zdaj ful bi ga lahko dodelal, a ne. Tako da je dan tole 8. Ok. Si dala manj oceno kot od Lenke? Ja, tam je bil pa barno bolj usklajen. Kar se mene tiče na tem kolesu, kar se položaja tiče, je to, kar to je v bistvu pa tudi slika, to je za naslovnico za moje pojme, ker pač po moje, da je edini, ali pa bom rekel, ne vem, če se je dobila več kot 5 koles, ki so bili lepo slikani. Ja, to je res. Tako da, kar se tega tiče, Sandale ima stojalo tudi in je res lahko lepo postavil kolo. Je top. Zdaj, kar se tiče pa samega izgleda, jaz kar lahko skritiziram, so definitivno teli ten vol tabulari, ker tukaj so tabulari gor. Ampak vse ostalo je pa zelo lično, vse gre skupaj. Ne morem reči, da je karkoli tazga, ki bi zamenil, razen pač teh ten volov, teh tabularjev. Tako da, ja, to je to. Ne vem, meni je lep, ok, jaz bi dal v današnjih cajtih, bi še mal ga probil spimpati, tako da bi bil, rečemo, uno piko na i, da bi dodal, ampak iz moje strani mu dam oceno 9. To sem zato kaj pinarela. Ne, zaradi tega, ker je pač meni je res hud, pa s tem bajkom sem se tudi jaz kar nekaj prevozil, ne prav s tem, ampak jaz sem imel F10, kakšno sem pa imel? Zlato-zeleno. Ne, zlato-zelena je bila F12. F10 sem imel, mislim, da Rdečo-črno? Rdečo-črno, ne vem, mislim, da sem imel ene 3. Ali sem imel ene 3-4 F8, pa eno F10. Samo ena vem, da je bila F10, da je bila čist črna, ali je bila pa čist črna z malo rdečimi dodatki. Ne vem, nekaj od tega. No, skratka, ja. Meni je hud. Razen teh ten volov me čist nič ne zmot. Tako da, to je to, kar se tiče, ocenjevanje koles se bo zdaj zaključilo, tako da če do naslednjega tedna ne bom ben več poslal, bom naslednji teden, bojo tudi objavljeni vsi te, ki so dubali z najne strani največ točk in jih boste pol vi do konca naslednjega tedna zbrali zmagovalca, ker naslednji teden imamo mi zaključek, ne? Je že čez 14 dni? Ja. No, in je zaključek, več bo povedala naslednji teden, kam se gre, kaj se dogaja itd. Ampak takrat bo tudi ti zmagovalc, če bo prišel sem, bomo naredili še eno slikco, da si zmagal. Žrebanje bomo naredili v živo od unih, ki boste glasovali za zmagovalca. In to je to, bo pa na našem Instagramu bodo te poli, se pravi vsakič, ko bo en zmagal, bo pač šel, boste glasovali pač za naslednjega in do konca tedna boste uni, ko boste glasovali za zmagovalca, bom jaz napisal in se vas bo žrebal oziroma bomo pa prek unga Instagramu, ki zbere samodejno in je to. Tako da, tako da me čaka kar nekaj dela do naslednjega tedna. Ker vi sem že omenil te pole na Instagramu, sva imela... Dej poglej zdaj, sem že prvi, a ne? Ne, nisi, sem šla prej gledat. Zdaj si, vmes je že šlo na 50-50 prišlo, zdaj si pa spet malo zaostal. Pizdari, no. V glavnem dala sva gor eno slikco včeraj na vrhu klanca, sem slikala Esanžeta, pa jaz Sefne naredila en selfie in sva dala gor slikco, kdo je lepši, vprašanje na Instagram in Anže je bil ful prepričan, da bo on dobil ful več glasov. No, vse sem tudi mogoče upala, da jih bo, no, da saj dobi malo, da se mu malo dvigne samozavest. Ja, kaj imam ful nizko. Ampak žal je Anže zgubil, sicer ne velik. Koliko je rezultat? Ja, 52-48 je bil zdaj na koncu. Koliko je pa glasoval? 26.
A ja, vse skupaj sam 26. Ja. Kur ste mogli dati na prudov. Vse si dal ti na prudov. Ne, to je pa morajo iti k tebi, da glasujejo. Ja. To pa... Mislim, da je bilo 26, čakaj. Pol ni bilo toliko. Pol ajde, pol razumem, ker to ste sam njeni sledilci. In, 27. Hvala vsem, ki ste glasovali zame. Sicer... Ne, jaz mislim, da oni, ki so glasovali zate, da to so tvoji, in jaz sem bila v bistvu zelo šokirana, da je Anže v glavnem dobil glasove od moških. Hvala, Desci. Sam toliko, da veste, vsi imate ta teden 10% popusta na vse v Prudu, razen na kolesa ne moram dati. Pridite v Prud, pridite 10% popusta za moške. Ne, seba je, da je bila ena ženska. Ena ženska je glasovala zate, ostale so bile pa... Ti dobiš pa še kao. Kar neki ženske je glasovali zame. Saj to. In moški. Vse narobe svet. Čisto narobe svet. Bomo še kakšna slikca daj naredili, pa bomo videli, kdo je lepši. Ček, zdaj imamo sam še dogajanje na Ziherlovi ta teden. A kaj posebnega? Ja, runde imamo in tork in četrtek, normalno, mislim, da vreme, kakor sem gledala, bo, no, jutri definitivno četrtek, še nisem toliko detajle. Pa za konec tedna bomo tudi naredili izlet. Včeraj je bilo res ogromno na spet na velo izletu, tako da smo pa se tudi razdelili malo na skupine in bomo nekako probali s temi izleti nadaljevati čez celo zimo, ampak samo v primeru, se pravi sobota, nedelja, načeloma sobota, če bo res vreme, suha cesta, pa delali bomo krajše, a ne, se pravi, ne bo to 4 ure trajalo, ampak mogoče 2 do 3 ure dolg izlet, kjer se bo naredila neka bolj ravninska varianta, da ni klancev, da ni spustov, da nas ne zebe, pa se bomo pa kle rajši